Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, docentka dr. Tatjana Lejko Zupanc, direktorica infekcijske klinike Ljubljanskega kliničnega centra, ekipa UKOM-a, gospa prevajalka za slovenski znakovni jezik, sodelavci moje ekipi, državljanke in državljani. Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Tudi današnjo novinarsko konferenco začenjamo s pregledom epidemioloških razmer v državi. Podatki za soboto in nedeljo kažejo manjše število okuženih, a velja poudariti, da je bilo čez vikend, sploh v nedeljo, opravljenih tudi manj testiranj. Ne glede na to, pa delež pozitivnih ostaja visok. Podatki za soboto kažejo, da je bilo ob opravljenih 1940 testiranih pozitivnih testov 168, kar je 8,6%. V nedeljo je bilo opravljenih 1034 testov, odkritih pa je bilo 75 novih okužb, kar je 7,25%. Čez vikend je več ljudi potrebovalo zdravniško oskrbo. V soboto je bolnišnično oskrbo potrebovalo 94 s COVID-19 okuženih bolnikov, v nedeljo pa že 101 bolnik. Na intenzivni enoti so imeli v soboto 15 pacientov, včeraj pa enega več, se pravi 16. Na respiratorju je bilo v soboto 9 bolnikov, v nedeljo 10. Včeraj so iz bolnišnice odpustili 8 bolnikov, še ena oseba pa je umrla. Povedano kaže na to, da se situacija ne umirja in da razmere ostajajo resne. Med včeraj okuženimi je oziroma bo, kot kaže v tem trenutku, kar 9 zdravstvenih delavcev. Tudi zato je naša današnja gostja, profesorica oziroma docentka dr. Tatjana Lejko Zupanc, direktorica infekcijske klinike Ljubljanskega kliničnega centra. Predno ji predam besedo, pa še nekaj besed o odločitvah, ki jih je vlada sprejela na petkovi dopisni seji. Vsi nestrpno čakamo na razvoj cepiva. Napovedi so zaenkrat obetavne, drugič nas postavijo na realna tla. Vlada dogajanje pozorno spremlja in usmerja prizadevanja v to, da ga, ko bo cepivo na voljo, dobimo v zadostnih količinah. Vlada je zato na petkovi dopisni seji odločila, da se v instrument za nujno pomoč, tako imenovano ECI, Evropske komisije, vplačajo sredstva v višini 2,6 milijona evrov. Ta sredstva bo Evropska komisija namenila proizvajalcem obetavnih cepiv proti COVID-19, s katerim bo sklenila pogodbe v okviru inštrumenta predhodnega javnega naročila. Sredstva, ki jih bo Evropska komisija namenila proizvajalcem obetavnih cepiv proti COVID-19, bodo všteta v končne cene teh cepiv. Slednje pomeni, da se bodo ta delna predhodna plačila Evropske komisije proizvajalcem obetavnih cepiv iz instrumenta Evropske komisije vrnila v države članice v obliki nižjih stroškov za cepiva proti COVID-19, ki jih bodo države članice nabavile od teh 7 proizvajalcev cepiv pod pogojem, da bodo uspeli pridobiti dovoljenja za promet pri Evropski agenciji za zdravila. V petek je vlada sprejela tudi odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Razpršilnike za razkuževanje rok je treba namestiti ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če obstaja. Namestitev opravi upravnik, nekdo, ki ga upravnik pooblasti, ali lastniki, če stavba nima upravnika. Vsi se spominjamo pomislekov ob spomladanskem ukrepu razkuževanja stavb. V teh mesecih smo se že navadili, da se površin v skupnih prostorih minimalno dotikamo, zato je vlada presodila, da je bolj smiselna namestitev razpršilnikov na ključnih mestih v stavbah. Na predlog NIJZ je vlada v petek na dopisni seji nekoliko omilila tudi odlok, ki določa uporabo mask na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema. Učencem in dijakom od danes dalje tako ni treba več nositi mask, kadar so v matičnem razredu in kot doslej med organizirano športno vadbo. Nošenje mask je še naprej obvezno na vseh šolskih prevozih, ob vstopu v šolske prostore, na hodnikih, v sanitarijah, na poti do jedilnice, telovadnice in tako naprej. V vseh skupnih prostorih, torej med poukom in kadar se učenci ali dijaki selijo iz razreda v razred. Pri neposrednem delu z otroki so lahko brez mask tudi zaposleni v vrtcih. Učitelji in učiteljice
od 4. razreda dalje pa kadar lahko vzdržujejo 2 metra osebne razdalje. Če predavatelji na fakultetah predavajo za zaščitno pregrado, prav tako ne potrebujejo maske. Glede na epidemiološko situacijo bi ob tem vendarle rad poudaril, da odlok določa minimalna pravila nujne zaščite pred širjenjem virusa, vsem zaposlenim v vrtcih, šolah in na univerzah pa priporočamo, da naj v svojem ravnanju ravnajo samozaščitno in na delovnem mestu nosijo maske, kadar je to le mogoče. Danes je 5. oktober, svetovni dan učiteljev. Zavedamo se, da je poučevanje v teh razmerah epidemije še posebej zahtevno. Cenimo vaš trud in skupaj z vami si prizadevamo, da pouk še naprej ostane tam, kjer sodi, v šolskih prostorih. Nihče se ne bo razburjal, če boste še naprej tudi med predavanji nosili maske in tako dali dober zgled tudi drugim. Zdaj pa besedo predajam docentki dr. Lejko, da njen prispevek. Hvala lepa. Dober dan, lepo pozdravljeni. Žal moram pač danes začeti z dokaj slabo novico. Preko konec prejšnjega tedna smo zaznali povečano število okužb na kliničnem oddelku za žilne bolezni UKC Ljubljana in pa pojav bolnice s sumom na COVID še na enem drugem oddelku, to je oddelek za pljučne bolezni in alergijo. Izjavo in podrobnejše informacije o tem vam bosta podala generalni direktor UKC-ja in pa direktor internih klinik, profesor dr. Zlatko Fras. Mislim, da je za ta izjava predvidena v 12. uri in vam bo ta tudi mogoče bolj natančno razložila, kako je cela zadeva potekala. Dejstvo je, da lahko rečemo, da so to zapleti, ki smo jih na nek način pričakovali, kajti nobena bolnišnica ni otok. To, kar se je sedaj dogodilo, je gotovo posledica tega, da virus kroži v populaciji in da je praktično prisoten povsod. Domnevamo, da je bilo več virov okužbe in poteka precej natančna analiza strani službe za obvladovanje preprečevanja bolnišničnih okužb UKC Ljubljana. Žal je pa posledica tega tudi, da bo ta oddelek vsaj teden dni zaprt, ko se bo testiralo zaposlene in še tiste bolnike, ki so ta hip na oddelku. Če me vprašate, kakšne plane imamo za bolniki, ki so bili na kliničnem oddelku za žilne bolezni, bodo vsi ti bolniki ustrezno oskrbljeni na COVID oddelkih UKC. In morda bo kdo celo že odpuščen domov, ker ne bodo potrebovali hospitalizacije. Še enkrat bi opozorila na zaščitno ravnanje vseh. Zdravstveni delavci smo pač tudi samo ljudje, ljudje pa delamo napake. Trudimo se, da jih je čim manj, vendar ob takem primeru, ko pride do enega vdora na oddelek, seveda je pa včasih težko pravočasno čeprav vse zamejiti. So kakšna vprašanja? Manca Turk, Svet na kanalu A. Jaz imam sicer vprašanje na eno drugo temo, in sicer gripa in cepljenje. Kako je to zdaj v tem času, ko imamo tudi koronavirus, pomembno? Za to vprašanje se vam najlepše zahvaljujem, ker mislim, da je izredno pomembno. To sem že velikokrat poudarila, veste, da je moje mnenje o tem, da je cepivo proti gripi nujno potrebno, predvsem za tiste, ki so najbolj ranljivi. Res je, da cepivo ni 100% zaščitno, vendar zmanjša hospitalizacijo, preprečuje zaplete gripe, tudi gripa lažje poteka. Upajmo, da bo cepiva zadost, da se bodo pač cepili tisti, ki so najbolj ogroženi, to so pa seveda starejši ljudje in ljudje z okvarjenim imunskim sistemom. Tako da toplo priporočam, da se čim več ljudi letos cepi proti gripi, ker to pomeni, da bomo imeli nekoliko manj problemov v prihajajočih mesecih.
Kaj pa zdravstveni delavci? Menda, da se ne cepijo vsi. Kakšno je vaše mnenje? Problem precepljenosti zdravstvenih delavcev je zelo velik, ne samo pri nas. V celem tem, bi rekla, mediteranskem bazenu imamo vsi približno enake številke precepljenosti. Vemo pa, da za ustrezno kampanjo lahko ta delež povečamo in klinični center je to tudi storil, ker smo pač uporabili strokovnjake, ki obvladajo te kampanje in smo dvignili delež precepljenosti od pod 10% na preko 30%, toliko smo imeli lansko leto, letos pa predvidevam, da bo še dosti več. Kaj je potrebno storiti? Potrebno je cepivo ponuditi zdravstvenim delavcem, potrebno jim je dati zgled strani vodstev in tistih, ki so tako zvani šampioni, ki jih ljudje upoštevajo njihovo mnenje, in pa cepivo mora biti dostopno. Se pravi, da ti ni potrebno čakati v vrsti, se naročati, iskati, ampak da ga pripeljemo čim bliže zaposlenemu.